vsem skupaj. Ja, evo, se vidimo, super. Ok, no tukaj z vami smo zdaj, mogoče se predstavimo ekipo, se vidimo, ok. Evo, Matija, sodnik številka 1 in pa Davor, sodnik številka 2. Tako, evo, samo mi trije imamo razdaljo med sabo približno 3,5 metra, tako da smo zadostili vsem pogojem, a ne. Ok, poglejmo si, oziroma na začetku bi se rad zahvalil vsem našim sponzorjem, ki so omogočili letošnjo Robo ligo. In sicer glavni sponzor KLS, potem Inoterm, Comtrade, Iskra Emeko, RLS in pa hvala tudi naši fakulteti, ki nas seveda pri našem delu tako lepo podpira in skrbi, da Robo liga še vedno živi. No, v redu, evo, dajmo zdaj pogledati tukaj, za vse tiste, ko ste prvič z nami, tukaj vidite to tekmovanje in sicer, poglejmo, ne. Na poligonu imamo dve košari, v katero roboti nabirajo, roboti so namreč čebelarji, a ne, in v te svoje košare nabirajo oziroma vozijo panje, iz katerih potem cedijo med, a ne. In panji so tukaj, kakor vidimo, različnih barv, a ne, tudi ta kocka predstavlja panj, zelena barva pomeni, da je tukaj noter panj za zdravo družino, čebeljo, ja. Tale panj rjave barve predstavlja pač bolno družino. In bolna družina ti prinese minus točke, zdrava pa plus točke. Ok? In zdaj so tukaj 3 različne cone. A ne? Prva cona je tukaj do tehle črt, tehle modrih. Ta cona je za tega čebelarja modre barve njegova domača cona. In če so panji tukaj, dobi s temi panji 1 točko. Če panj pripelje v to vmesno cono, se pravi, to so te plošče, tale pa tale, dobi 2 točki in če panj recimo pripelje ali pa ga dobi v tej coni, ki je najdlje od njegove košare, dobi 3 točke. Se pravi, se čebelarjem splača, a ne, da obogatijo svoje panje čim bolj, a ne. Se pravi, prime panj, pa ga pelje čim dlje stran od svoje košare in na ta način dobi več točk. Ok? No, tako da bomo lažje spremljali to tekmo. V prvem delu se bodo pomerili roboti vsak proti vsakmu, se pravi, imamo skupinski del. Vsi roboti, se pravi, imamo dvoboje, v katerih se vsak par pomeri 2-krat, na 2 različnih postavitvah. In potem po tem prvem delu se prva in druga skupina, glede na skupno število točk, pomerita še za prvo mesto, in potem tretja in četrta ekipa za tretje mesto. V tekmah, bomo kasneje malo še to razložili. Ok, jaz upam, da so stvari jasne in da lahko začnemo z našimi tekmami. V redu, kakor najbrž tudi vidite na posebni aplikaciji, ko jo uporabljamo za tekmovalni sistem, sta tukaj zdaj najprej na vrsti skupini B-Sharp in pa Pršut in Taran. Sta že na svojih mestih, se pravi B-Sharp na modrem košu, v modri košari in pa Pršut in Taran na rdeči. In bomo kar začeli, se pravi, da se povezujemo na robote. Tekme bodo trajale 3 minute. Če slučajno se zgodi, da se nič več ne spreminja na samem poligonu, takrat lahko tudi prekinemo s tekmo. V redu, in a smo pripravljeni sodniki? Sodniki bodo zdaj sproti tudi odstranjevali zelene kocke iz panje, no se bomo vse videli sproti. Ok, mislim, da lahko začnemo. In gremo. Evo, tako vidimo, strategiji obeh robotov sta precej podobni. Oba sta ta panj, ki je vreden 1 točko, ker je bil v njihovi domači bazi, v domači coni,
sta uspešno dobila. Aha, robot ekipe B-Sharp je hotel 2 vzeti, pa no, mu tokrat ni uspelo. Ok, se pravi, izenačen rezultat trenutno 3-3. Ok, B-Sharp je šel na... B-Sharp je svojo, se pravi, je bolan panj porinil noter v nasprotnikovo bazo in s tem mu je vzel 3 točke. 2 točki, se pravičujem. Ok, pršut in teran. Robot pršut in terana se je zapletel, zdaj je prišel tukaj do trčenja z B-Sharpom. Ok, zdaj tukaj je na vrsti sodniška odločitev, a ne? Kaj se bo zgodilo v tem primeru? Ok, sodnika sta se odločila, da bosta razrešila ta problem in bosta sočasno položila robote spet na izhodišče. Evo, in se tekma nadaljuje. Do konca imamo še dobro minuto in pol. Ok, pršut in teran. Dodatni 2 točki v skupni seštevek. Ok, robot ekipe B-Sharp. Ok, tukaj me sprašujete, če lahko zahtevate reset. Zdaj, odločili smo se, o tem nisem nič govoril še, da zaradi raznih zapletov pri komunikaciji in tako naprej bosta tu naredila sodnika. Se pravi, sodnika probata narediti tako, da bo čim bolj ugodno za vašo ekipo. Ja, se pravi, če vidimo, ok, ja, minus 2 točki še dodatni za pršut in teran, se pravi, trenutno 3-3. Ker se robota praktično ne odzivata več, bomo najbrž tekmo zaključili zdaj. Ja, ok. V redu. V tem trenutku konec tekme in ja, zdaj 3-3, ker se ena kocka ne vidi. Če se mogoče robote zdaj odstranijo, prosim, pa pustiš kocke noter, da se rezultat naredi, kako je treba. Evo. Aha, ja, v bistvu 3-3, ja, ta je še takole, ok, dobro, ja, bomo zabeležili. Ok, B-Sharp 3 točke in pršut in teran 3 točke. Nisem nobenega aplavza slišal, mislim, da je prav, da zaploskamo prvim ekipam, prebili smo red, evo. Tako da, v redu. Gremo zdaj, se pravi, isti ekipi iz istih položajev se pomerita zdaj na drugi postavitvi. V redu, mislim, da sta oba robota zdaj pripravljena, tukaj imamo za drugo postavitev, pa poglejmo, kaj se zgodi tukaj, a ne. Ok, povezujemo se na robote. Tako, v redu. In začnemo. Ok, vsakdo najbližje, očitno. Aha, čak, tukaj bo nekaj narobe, samo malo. Sorry, so neki... Ne. Nima veze. Ok, 6-4 trenutno za B-Sharp. Ja, samo malo. Ok, Jure, kaj bi mogli malo bolj zapreti kleč na začetku? Na začetku dam jaz poženjen skriptu reset. In zdaj pač zapre se, kako se zapre. Ja, bi mislil, da bi mogel bolj se zapreti, ali kako? Ja, sodniki, kaj pravite tukaj v tem primeru? Zaključimo z igro, ok. Ok, konec igre. Se pravi, prva postavitev za
razhloščevalce in ocvirke, pa da vidimo. Tukaj, kakor vidite, so dizajni, oziroma, Aha, ja, kaj je naredil zdaj robot modre ekipe, se pravi razhloščevalci, je obogatil svoj pan. Tri točke so, ne? Ja, nekaj narobe s točkami, res je, ja. Ok. Se pravi, tukaj bomo dali dol. Tle je bila ena točka. Kletko gor. Ok, dajmo prekinemo igro. Tle je nekaj narobe bilo. Gremo, se pravi, ponovili bomo tole tekmo razhloščevalci proti ocvirkom. Ok, zdajle se povezujemo na robote, čakamo na začetek igre in začnemo. Ok, budno spremljamo tele točkovanje, da vidimo, če vse je v redu. Ok. Tako, zdaj, evo, ocvirki naj bi dobili 2 točki in tudi so jih, odlično. Tako, modra ekipa, se pravi razhloščevalci, so obogatili svoj pan na 3 točke, kar pomeni, da bi, če ga uspešno pripeljejo domov, mora dobiti za 3 točke. In ja, sistem deluje. Odlično. Evo, že v vmesnem času 4 točke za ocvirke. In še 2 dodatni točki, 6 točk za ocvirke. Tako, razhloščevalci, evo tako, sodnik je malo pomagal, zakaj pa ne, ne? Ok, robot razhloščevalcev se zaletava tamle v steno. Mislim, da je čas za reset. Ok, sodnik ga bo resetiral. Klešče mora od gora, veš. Ok, sedaj bo sam klešče gor dvignil, evo. Da vidimo. Ok, v vmesnem času. Aha, ja, tele robne kocke delajo preglavice. Aha, mogoče bo ocvirkom tokrat uspelo. Še minuto in pol. V vmesnem času Matija resetira razhloščevalca. Ja, tele robne kocke so zelo trd oreh sploh za tako postavitev robota, ki ima tele take padajočo kletko, ne. Ampak glej, mogoče pa bo kaj, ne, do konca še minuta. Ja, tako, to je isto, kot da dobiš, sladoled, pa ga ti dajo pod čipo, ne. To je problem, ne. Nič, poskusimo še malo. Reset ocvirkov. Do konca še 45 sekund. Ja, ne bo šlo, ne. Ne bo šlo. To je, evo, kaj pa zdaj, mogoče se bosta tako malo pomenila, ne. In mu je, robot ocvirku mu je sklatil dol značko. Ok, do konca še 10 sekund. Da vidimo, če se bo rezultat kaj spremenil. Jaz mislim, da ne. Aha. Temu se reče umetna inteligenca, dame in gospodje. A ste videli ta premik, ne? Upam, da ste ga videli v živo. To je bilo res lepo, ne? Dati stran bolan pan, seveda konc tekme že v vmesnem trenutku, ja. Ampak to je bilo res lepa poteza ocvirkov. Stran so dali slab pan, da bi prišli do dobrega, ne. Lepo. Mislim, jaz sem zelo užival v tej tekmi, ne. Bomo zdaj ponovili še od ocvirkov.
Ja, določeni roboti so tako v žaru borbe, bi rekel, ne, da preprosto ne spustijo klešča. Ne. Ok, 6 točk za acvirke in 3 točke za razhloščevalce. Zdaj bosta Davor pa Matija popravila poligon, mi pa naredimo novo tekmo. In da vidimo, kakšno predstavo nam bosta zdaj odigrala predstavnika razhloščevalcev in pa acvirkov. Ok, roboti so povezani in mislim, da lahko začnemo. Gremo. Tako, evo, skoraj sinhrono sta se lotila posla. Tako, 2 točke za cvirke, bogatenje panja za 3 točke. Če ne bi nagajal, preseta cvirk, ne, kaj zdaj to? Čist ga je, za popadu. A je tu, ja, ok, sodnika sta rekla, dajmo priložnost spet novim možnostima, ne. Ok, evo, nema ga više, ne, to je to. Ok, 5 točk za cvirke, nič trenutno za razhloščevalce. Razhloščevalci sedaj bogatijo spet svoj panj, ampak so se zapletli spet za cvirkom. Vsak svojega v roki, kaj zdaj? Ja, sodniki pravijo, bomo resetirali. V redu. 3, 4, zdaj. Ajde. Neverjetno, kako, a ne, zdaj, jaz vidim, ne, ko so ima majhne otroke, ne, en ima eno igračo, hoče tudi druga, ne, na vsak način, evo, trenutno cvirki so očitno starejša sestra, v redu, ja, 7 točk za cvirke, nič za razhloščevalce, tale tekma z razhloščevalcem očitno ni pisana glih na kožo, 9 točk za cvirke, mogoče prve 3 točke za razhloščevalce, če se ne bi zataknili v tisti bolan panj, ja. Minuta pa pol do konca. Mislim, da bo reset razhloščevalca bo tlele na mestu. Ok, kdo bo prej zdaj do te kocke je prišel, zdaj bo spet kabum. Ok, a cvirk je tokrat, ne vem, kako bi temu rekel po slovensko, ampak pobral je vse, ne. 14 točk za cvirke, ampak še ni konc, kakor vidite. Zdaj je še borba za bolan panj. Zdaj spet bo dobil po glavu, ali ne. Ja, odletel je stran, ja, se pravi, kamera več ne zazna njegove značke in naredimo reset. Ok. Ja, zanimiva tekma. Take razlike še nisem videl v točkah, ampak ja, tudi to se dogaja. In frontalni napad na acvirka. Zakaj? Zakaj je treba nasilje zganjati, dame in gospodje? Ali se ne moramo lepo zmeniti, ali kako? Ja, nič, zdajle kurijo gume, že smrdi tukaj po zažgani gumi. V tem trenutku mislim, da bomo prekinili zaradi varovanja okolja. Ok, v tem trenutku konec tekme, 14-0 za acvirke. Čestitke. Ugašamo motorje na silo, drugače ne gre, evo tako. V redu, zanimiva tekma. Razhloščevalci torej nič točk, acvirki 14, čestitke. Razhloščevalci bodo tokrat, ja, razhloščevalci bodo modri, rdeči bodo B-sharp. Oba robota sta pripravljena, čakata na začetek tekme in pogledamo, če se špila. Ok, jaz mislim, da lahko začnemo, pejmo. Ok, razhloščevalci proti B-sharp. Ja, zdaj, že vidimo znano taktiko razhloščevalcev, oni hočejo vsako kocko maksimalno obogatiti in so si nažalost pripeljali tudi bolan panj noter, ki sicer se še ne vidi zaenkrat, aha, ok. Ja, to je zmagovit ples, kakšna poteza, ne. To mislim, to je bilo za sportske novosti, evo.
Ok. Ja, zdaj upam, da se robot razhroščevalca zaveda, da ima bolan panj noter v košari. Da ima dva bolna panja v košari. Ja, smola pa taka. Ok, a bo dvignil klešče? Naj bi dvignil klešče, ali ne? Ok, je dvignil klešče, ja. Ven kocko zeleno. Ja, se opravičujemo, evo. V redu, ampak upam, da ni preveč škode bilo zdajle. Pazi. Kakšen nalet. Zdaj, kaj bomo naredili v tem primeru? Kaj pravite sodniki? Ok, reset obeh robotov. To je bilo zdaj maščevanje, čisto maščevanje. Ne. To je bila taka jeza. Ne, če ste opazili, je robot razhroščevalcev precej hiter, ker ima narejen prenos na zobnike. In ja, kaj zdaj? Nič? Samo da pogledamo. B-sharp teče, razhroščevalci teče. Ok. Nič, dajmo še enkrat reset narediti, pa da vidimo, kaj se zgodi. Če se kaj zgodi. Ne? Ok. Razhroščevalci, je to v redu, da robot ne trza na tiste gnile panje v svojemu brlogu? No, mislim, a bi mogel jih ven dati ali ne? Aha. Ja, razumem. Ok. V redu, nič pa zaključimo s to tekmo. Evo, super, smo se zabavali. 2 točke za razhroščevalce, 7 za B-sharp. Ok, ponovimo dvoboj s tem, da imamo drugačno razporeditev. V redu, pa pejmo. Se pravi, še enkrat razhroščevalci na modrem polju, B-sharp na rdečem. Ok, oba robota sta pripravljena. V redu, lahko začnemo. Ok, se pravi, 2 točke za B-sharp, morebitne 3 točke za razhroščevalce, ja. Evo, 3 točke za razhroščevalce, v tem trenutku že 4 točke za B-sharp. Ok, se pravi, evo, tale kocka je šla že čez, se pravi, je v sredinski coni, govorim za B-sharp in je vredna 2 točki, 6 točk za B-sharp, 3 še vedno za razhroščevalce. Evo, temu se reče hvala, zdaj upam, da je robot rekel hvala, ker mu je porinil razhroščevalc direkt v naročje. Še dodatni 2 točki. Ja. To je bolelo. Kaj zdaj? Koliko bomo počakali? Gremo na razen. Naredimo reset. Pustimo še minuto pa pol. Ne, minuto. Zaključimo tekmo. Zdaj tako, zdaj tukaj so se sodniki odločili, da je v prid, da je v bistvu razhroščevalec blokiral B-sharpa. Aj tako, sem prav razumel to odločitev. In smo se odločili, da bomo tukaj tekmo prekinili. V redu, ja prav, sodniki so tako rekli. Ne razumem, Aleksandar, kaj si mislil style points? Style points, ja seveda, dobite tukaj še eno zvezdico za slog. Ok, razhroščevalci, 3 točke, B-sharp. Zakaj ni reset? Zato, ker v tem primeru, naredimo, tako so se sodniki odločili. Tako. Ja, v bistvu je šlo za blokiranje. Tako, nimaš kaj. Tako sodniki so rekli, da nimaš kaj, da lahko rečeš karkoli, ampak ne bomo poslušali. Ok, razhroščevalci 3 točke in pa B-sharp 8 točk. Tako, naprej, acvirki proti pršut in teran. V redu, roboti so na svojih mestih. Še tisto bo treba tamle.
Dobro. Ja, zdaj moramo samo še, evo, strežnik mora še zaznati kocke in stvar bo tekla. Evo. Super, super, lepo. Jaz upam, da uživate v spremljanju tega prenosa, ne. Tlele sem malo prav fajn. V zraku je virus. Tekmovalnosti. V redu, evo, zdaj pa, se pravi še enkrat pršutin teran proti acvirkom. Zaženemo mi tele skriptice in gremo. Zdaj, ste opazili, da tekmovalcev ni na poligonu, prvič v zgodovini Robo lige, prvič v življenju spremljamo tak način tekmovanja in moram reči, da mi ni všeč, ne, ker moram preveč delati. Okej, acvirki so pripravljeni, pršutin teran so, tekma teče zdaj. Tako, to je precej holesterolna tekma, bi rekel delikatesna in gurmanska. 2 točki za acvirke. Zdaj, da vidimo, kdo je jači, ne. Kdo ima več ta slabega ali pa ta dobrega. Aha, nekaj narobe s kleščem, jokaj ustavimo igro. Okej, pit stop. Se pravi, opazili smo tu že na testu prej, da se včasih od pršuta in terana klešče malo ne zapira čisto do konca. A je kdo iz ekipe pršut in teran prisoten, da se malo pomenimo? Ja. Aha, motorje moram gasniti, ja. A se pravi, vas ista stvar dogajala, da ni mogel kocka do konca zagrabiti? To je to, ne? V redu, mislim, da lahko začnemo. Ja, okej. In začnemo. Ja, je boljše, ja. Malo smo mogli krešče nastaviti, okej. 2:1 za acvirke. 4:3 trenutno, ja, je z 1 točko vodijo cvirki in zdaj gre slab pan noter v nasprotnikovo kočo. Grdo, -2 točki za pršut in teran, ampak to so pravila, to je del igre. Da vidimo, kako se bo na to odzval pršut in terana, ne. Ekipa je svojega robotka ljubkovalno poimenovala Pršutek. Da vidimo, kaj bo Pršutek naredil proti acvirku, a ne. Ja, prišlo je seveda do grdega medsebojnega obračunavanja, kar smo seveda slutili. In ker se stvar premika, seveda uživamo v tem, da gledamo, kdaj bo kakšna kocka odletela stran. Ja. Okej, sile so se izravnale. A je čas za reset, fantje? Resetiramo? Ja? Ne vem, povejte. Aha, se pravi, blokira, ja, okej, očitno odločitev je bila, da ker robot blokira drugega, v tem primeru ne bomo resetirali igre. Prav, če so tako rekli sodniki, to tako je. Okej, zaključimo igro. 4 točke za cvirke, 3 točke za pršut in teran. Okej, začenjamo zdaj z drugo postavitvijo za acvirke in pa pršut in teran. Okej, še par trenutkov. Tako. V redu, mislim, da sta oba robota pripravljena v tem trenutku. Ja, okej. Saj, ko bo Lego naredil nov brik, bo stvar hitrejše tekla. V redu. Okej, mislim, da smo pripravljeni, gremo. Okej. Zaenkrat si še ne hodita v zelje. 2:1. Se pravi, acvirki so malo bolj bogatijo svoje panje, kakor pršut in teran. To se hitro pol pozna. Se pravi, 3:1 trenutno, oziroma 3:3. Okej. In podobno kot prej, ja, gnila koc, oziroma gnil pan, oziroma bolan pan, okej, ja, je zdaj šel ven, v redu, malo sreče. Okej, pršut in teran hoče zeleno.
Dober manever, dober manever. Ok, trenutno tole početje je bolj jalovo kot ne. -2 točki v tem trenutku, a cvirki so potaknili bolan panj, pršutu in teranu. In mislim, da je s tem tekma več ali manj že odločena. Ja, 6 točk za cvirke, 3 točke za pršut in teran. Zdaj, kar se lahko še zgodi do konca tekme je to, da se ubijeta en drugega. Aha, zdaj pršut in teran so hotli so mu kabel ven spult, ne vem, če ste dobro videli na kameri, ampak hotel mu je z motorja številka B, mu je hotel ven potegniti kabel, ne. Aha, pršut in teran, bravo, daj ven to kocko. Odlično, super. To je bila zdaj poteza za učbenika, ne. In točno tu smo hoteli. Zdaj, fotografi lahko naredite eno lepo sliko. Spet, a ne, tukaj mislim, da smo zdaj že kako se temu reče, v pravu, a ne. Kako? Tako, precedens smo naredili, a ne, se pravi, smo videli, da v tem primeru konec tekme naredimo. Se pravi, ko en robot onemogoča drugega, da bi mu naredil škodo, je konec tekme. Tako. Ja, to je to, ja. Ok, tedej ne morete klicati reseta. Ja, tako smo se odločili, se pravi, resetirajo sodniki. Se pravi, 6 točk za cvirke in pa 5 točk za pršut in teran. Tako, odlično. Ja, bomo pogledali. Se pravi, praviš zdaj za... Se pravi, naslednji ekipi sta B-Sharp in cvirki. Ta čas jih bomo samo malo na infuzijo preklopili. Ok. Mislim, da sta robota pripravljena. Ja, ok. In pejmo zdaj. Ok, 1:2 za cvirke. V vmesnem času, tekmovalci, zelo bi bilo enostavno meni spremljati tudi chat, če se preimenujete. Se pravi, napišite mogoče vaše ime pa pomišljaj pa ime ekipe. Naredite rename, a ne, v Zoomu. Bo lažje tu vse skupaj gledati. Ok, 6:3 trenutno za cvirke. In tukaj je zdaj zaplet okrog rjave kocke. Tle očitno je šlo za, ja, mislim, da je bilo bolj naključno tale zaplet. Sodniki so se odločili, da bodo naredili reset. Ok, kocko da je mogoče malo nazaj. Ok, in še 2 minuti do konca. In gremo. Zdaj, jaz ne bom komentiral, zakaj je, da bi B-Sharp kaj odpeljal. Zgleda, da je prišlo, da... Ja? Ja? Ja, pa lahko odpremo klešče, jih motor skrb drži. Ok, zdaj jih je narazen dal, evo. A cvirki 9:1 in blok. Ja, ne vem. Tega pa ne bomo pustili. Ok. Zdaj lahko še malo, glede na to, da se premikata takole počasa, ne, lahko zdaj malo počakamo. Se ustavlja, v redu. Mogoče bo kakšen milimetrček, nekaj se še malo premikata, mogoče bo vseeno uspelo komu, da zdrsne mimo, ne. Niti ne, baterije bodo šle, ja. Ok, sodniki pravijo, da zaključimo tekmo. Ok, cvirka moramo fentati.
V redu, v tem trenutku evo 9 točk za A-cvirke in pa 1 točka za B-sharp. V redu. In sedaj druga postavitev za ta dva robota. Se pravi B-sharp proti A-cvirkom, sorry. Ok, zdaj B-sharp ste videli, da je odprl klešče, ne? Je vse ok. Aha, jaz sem razumel, ja, prej pa ni, ker ni mogel, ker nismo dali reset. V redu. Mislim, da oba sta pripravljena in lahko začnemo. Evo, pojmo. Ok, se pravi Matija, zdaj, če bo reset na B-sharpu, moramo počakati, da ga izresetiramo. Preden ga damo nazaj na poligon. Ok, pridno nabirata panje ta dva čebelarja. 4 proti 3 trenutno za cvirke. Ok, prišlo je do blokade. Ja, ker je stvar neodločena, ker smo na sredini, naredimo reset. Tako, a ne, odločitve sodnikov so vedno pravilne, tako da ne se preveč sekirati. Aha, reset, ja, zdaj pa moramo počakati. Počakati moramo B-sharp. Ok. Ja, nič. Kdo zdaj tukaj dela zdaj? Oba? Ok, stop. Samo malo. Oba bomo še enkrat zagnali. Pač tekma teče, nimaš kaj, da se narediti drugače. Ok, naredimo reset na B-sharpu. Ok. Ja, mogel bi, sam nisem, ne, kaj češ. In pa, evo, zdaj poženemo. Malo jih samo printa, da ne bosta štartala. Printa jih, printa. Sodnika, printa jih. Ok, odločita, gremo. Bum po glavi. Ja, to je res. Počakaj, pustimo še malo, no, da vidimo, kaj se dogodi. Ja, nič. Naredimo še en reset, ali? Zaključimo s tekmo, ker očitno bosta oba šla na to kocko in ne bo razlike. V redu, ok, konec tekme. V redu, konec tekme, 3 točke za B-sharp in 4 za A-cvirke. Mogoče zdaj že malo čas, oziroma koliko imamo še, do konca imamo še nekaj tekem. Imamo v bistvu do konca, imamo samo še eno tekmo. Sem prav to videl, ja. Ok. Takole, pršutni teran in razhroščevalci. V zadnji seriji dvobojev, se pravi, še 2 tekmi imamo, ne, med njima 2 dvoboja. In da vidimo potem, kakšna bo razvrstitev, skupna razvrstitev v skupini po tem prvem skupinskem delu. Takole, oba robota čakata na začetek tekme. Pršut in teran, robota se ne vidi, tega se ne vidi. Probaj, ne vem, nekaj. Ok, zdaj se je pojavil gor, v redu. Dobro. Tudi naš strežnik ima malo treme, očitno, pa malo takole dela, kakor dela. Ok, nič, pripravljeni smo, pojmo. Tako. Zdaj tole je 1 točka za pršut in teran, ja, in mora biti 3 točke, ali pa tudi ne, za razhroščevalce. Ok, ja, pršut in teran pobira kocke, ki je tam ni več. Aha, zdaj bomo malo bolj uspešen najbrž. Naredimo reset za razhroščevalce. Ok, 3 točke za pršut in teran. Razhroščevalci imajo novo možnost.
Ok, obogatenje panja razkoščevalcev s 3 točkami. Aha, malo rahli zaplet, po moje se bosta odpletla, samo malo počakamo. Ali pa tudi ne. Ok, zagrabil ga je za tisto kocko. Tokrat razkoščevalcem je uspelo se izogniti tejle rjavi točki panju, no. Ja, 5 točk za pršut in teran, 3 za razkoščevalce. Ok, pršutek pelje svoje nove točke in 8 točk za pršut in teran, 3 za razkoščevalce. Ja, za plet na sredini igrišča, počakamo še malo, če se bosta odpletla. Mogoče. Sodnika budno, jaz mislim, da je čas za reseta, ne? Ok, reset. Ok, do konca še minuta in 10 sekund. 3, 4, gremo. Ok, imamo, kakor vidimo, en zdrav panj še. Pršut in teran se so zapletli v pleksi. Sodnik ga bo postavil na izhodišče. V tem trenutku pa razkoščevalci s svojim zlobnim planom -2 točki noter pršutu in teranu. Ja, a je to lepo? A se tako dela? Ja, no, zakaj pa ne? Ok, to je del igre. Pršut in teran se po dolgi vožnji spet vračajo utrujeni domov v svojo košaro, kjer so videli. Ja, ni šla noter, kocka ni šla noter, žal ne. Ja, zdaj je šla noter. 8 točk za pršut in teran. In zdaj tukaj bo, jaz mislim, priporočam, da stran gledate. Zdaj, če slučajno kakšni otroci to gledajo, naj se obrnejo stran, ker tu bo grdo, ne. Zdaj bo grdo. Ok, pršut in teran hoče ven dati kocko, razkoščevalci ne pustijo. Ne. In lahko pa odštevamo 10-9, ne. Ja, evo, 10 sekund do konca. In jaz mislim, da v tem trenutku vemo, kaj bo na koncu, ne. Še 4 sekunde, 3, 2, 1. Ta je bila lepa. Evo, konc tekme. Bravo, upam, da ploskate pri sebi doma. 8 točk za pršut in teran in 3 za razkoščevalce. Kakor smo videli, so razkoščevalci nekako uspeli za 2 točki zmanjšati končen rezultat pršutu in teranu. Zdaj, a bo to kaj spremenilo na koncu? Ne vemo, mogoče. Vse je zdaj odvisno od te zadnje tekme. Ok, stanje na poligonu je videti v redu. Pršut in teran sta se zagnala in zdaj, kot rečeno, zadnji dvoboj v tem sklopu tekme. In ja, začnimo. Ok. Ziher točke so ziher točke. 1 točka za pršut in teran. In mogoče 3 za... Ja, tale postavitev nekako ni najbolj za razkoščevalce ugodna. Reset je sodnik naredil. Ok. Aha, pršutu in teranu kocke polzijo iz rok. Zato, ker jo je pod kotom vzel, po moje, no. Da vidimo zdaj, če bo... Aha, ta je prišla. Ok, v redu. Trenutno -2 za razkoščevalce. Sodnik dela reset za razkoščevalce. 3 točke za pršut in teran. Pet točk za pršut in teran. Evo, razkoščevalci spet pri življenju. Ja, pršutek ne more vzeti tiste kocke pod kotom, a ne? Ker je ne more poravnati, tudi ne more zagrabati takole z rokami. Evo, tako, malo si je pomogel razkoščevalca, ne. Noter ima še zmeraj bolan panj, kar mu prinese -2 točki. Ok. In sedaj še tale dvoboj za tole preostalo zeleno kocko, za zelen panj, zdrav panj. V tem trenutku 8 točk za pršut in teran in 1 točka za razkoščevalce. In zdaj bo reset najbrž, ja, tako, reset. Tako, zdaj bosta sodnika istočasno položila robota na poligon in gremo. Ja. Pršut in teran,
Razhroščevalci bodo mogoče celo odstranili, bodo odstranili bolan pan in ga nesli kam? No kam? V smeti že ne, a ne? Ja, ok, malo so se zaleteli. Mislim, da bo, Matija, mislim, da lahko reset narediš. 3 točke tokrat, a ne? Za razhroščevalce. In s polno paro v neznano. Ok, 10 točk za pršut in teran. Ni še konc tekme, še pol minute. Reset za razhroščevalce. In pršut in teran, ja, s tole zadnjo potezo, zdaj je za las grešil, trčenje. 10-1 in še 15 sekund do konca tekme. Ja, vidite, a ne, kaj dela umetna inteligenca, človek ne more verjeti, ne. Ja, mislim, da je konc tekme, ne. Ok, bravo, ta je bila lep, pikanten razplet tega skupinskega dela. Za pršut in teran 10 točk in za razhroščevalce 3 točke. In poglejmo zdaj naše, ste videli? Pršut in teran so z odlično predstavo prišli na drugo mesto. In takole, tole so naše statistike za konec skupinskega dela. Mi smo se imeli super tele, upam, da doma tudi. A Cvirki čestitke za doseženih 43 točk, 10 točk več kot na drugem mestu pršut in teran. 5 točk razlike do B-Sharpa in na koncu razhroščevalci s 14 točkami. Tako, lepo, fajn. Pozdravljeni spet gledalci v finalu Robo lige. Aha, evo, zdaj se vidimo, ok. Brez glave je lepše, ne, v redu. Zdaj zaključili smo s skupinskim delom in imamo zdaj 3 kroge oziroma 3 tekme za 3. mesto, se pravi med ekipama B-Sharp in pa razhroščevalci. Po teh tekmah bomo zvedeli, kdo bo, se pravi, zasedel 3. mesto. In potem imamo še dvoboje med pršutom in teranom in pa Cvirki za prvo mesto. V redu. Dajmo. 3 minute, gremo. Evo, razhroščevalci obogatijo svoj pan, B-Sharp so bolj ziharaški, a ne? Niti ne, 2 kocki naenkrat, ali kaj? No, ok, uspelo je samo ena, trenutno 3-3, zelo izenačeno. Evo, za 2 točki, razhroščevalci hočejo 3. B-Sharp so že posegli po gnilem panju in ga dostavili z jutrajno dostavo v košaru rdeče ekipe razhroščevalcev. In to vidiš, ne da se, ne, razhroščevalci se ne dajo direkt noter. To je bilo zdaj, kot da bi golman dal gola, ne, nasprotni ekipi, ampak ne, mislim, neverjetno. Sploh ne morem komentirati tega, ker se to dogaja. Se pravi, reset za razhroščevalce. To je bilo super, sploh ne najdem besed. B-Sharp hočejo izvreči kocko in jo dajo, super, razhroščevalcem direkt noter, še malo jih morajo, a bo ven šla. Zdaj od tega je odvisno, kdo bo zmagal. Od tega je zdaj vse odvisno. Ok, se premikata robota, pustimo jih na mir. Težka odločitev. Sodniki, kaj bo naredili? Naredimo reset. Ok, do konca še dobra minuta. Počakamo. Nič, zdaj moramo, pri B-Sharpu moramo narediti dejansko reset. Ok, ampak druga ekipa bo štartala, gor košaro.
Gor košaro. Kaj narobe tam? Matija? A je razpadel? Nič probaj kaj popraviti, drugače pa... Ja, Davor, ti ga daš gor. Davor. Ja ne, ti ga moraš dati gor, zato ker njihov problem je, njihov problem je, če ga ne moreš štartati. Mislim, zdaj tako, a ne, pač handicap je za B-sharp, če moramo celo proceduro reseta narediti, pač to ni v bistvu naš problem, ne? Ni to problem druge ekipe, tako v tem smislu. Ok, ampak v redu. Se sta približno isto štartala tudi, čeprav ne bo treba. Ok, reset za razhroščevalce, ta čas. Ja, mislim, da je tekma odločena. Ok, ja, to je to. Zdaj, bilo je zelo burno, ne, jaz še kar vse prehajam. Se pravi, drugi krog, B-sharp ima eno zmago prednosti, torej pred razhroščevalci in mislim, da lahko začnemo, ne, vse pripravljeno, ok, gremo. Ok. Ok, ja, dostava gnilega panja oziroma pokvarjenega panja. Še drugega mogoče. Ok. Razhroščevalci so si prigrabili nekaj točk, ampak na žalost sta noter tudi zaenkrat dva pokvarjena panja. Zdaj, kaj bo tukaj se zgodilo? Zdaj, moramo resetirati po moje, zato ker ne gre za blokado, ker ni v korist razhroščevalcev, da to blokirajo, ok. Počakaj, zdaj, ja, razhroščevalci grejo naprej, B-sharp pa resetiram. To je to. Lahko ga postaviš dol. Ok, zaenkrat razhroščevalci vodijo. 3-0, reset razhroščevalcev, ker se je zataknil tam ob robu. In čakamo še, da se bo pognal B-sharp, ker je počakal na reset. Ok, zdaj... kakšen brutalen napad, kocke letijo stran! Pa to ni res, je kdo pričakoval kaj tazga, noben od nas ne. Zdaj, očitno, ker se robota premikata, jih bomo pustili. Body check in direkt noter v pleksi, pa kaj je to, hokej, ali kaj? Smo se teleportirali, zgleda v jesenice. Ok, ja, bomo... Sodnik je malo pomagal, da bo dlje trajala tale agonija in tale ples. Robotov naredimo reset. Do konca še minuta. Ampak to res, direkt v gobec. Mislim, direkt na zobnik ga je butno. Tam nekaj na tleh leži. Ampak dobro, recimo, da je una kocka preveč, ali kako? Da vidimo, če roboti so robustni, če delajo brez določenih delov. A bi mogel narediti reset zdaj jaz na B-sharpu? Se bo. V redu bo. Reset na razhroščevalcu, do konca še pol minute, zdaj bodo razhroščevalci prišli do tako želene zmage zdaj, da so še zmeraj v igri za 3. mesto. Zdaj to me gre kar na jok, ko tole gledam. Moram resetirati B-sharp? Ni treba, spusti ga. Zataknil se je ok, naredi še en reset ali kaj, ne vem. Oba naredita reset, še 10 sekund do konca. Mislim, da ne bo nič pametnega zdaj tlele. Direkt. Ja, ne bo, ok, v redu, stalo se. Mislim, da je konc tekme. Konc tekme, ok. Bravo, razhroščevalci so dobili zmago in zdaj 1-1. In imamo še 3. krog. Super. Lepo, dajmo naši, evo. Zbudili so se navijači. Aleksander je čisto noro, ne, mislim tako, a imaš šal doma? Nimaš, dej, če imaš ga pokaž, ne. To je to, ja, mislim, da... Nekdo je vrgel rdečo baklo tle na igrišče. Ok, hvala varnostniki, super, v redu je. Ok, nič, dajmo malo zadihati, ne. Ok. Roboti so pripravljeni.
Ja, še preverimo še enkrat. Vse v redu, oba čakata začetek tekme, ki bo odločila, kdo bo zdaj na 3. mestu, kdo dobi bronasto medaljo. Ok. A ćemo začeti? Je dovolj suspensa v zraku, je? Ok, ajde, pojmo. Ok, to bo... Aha. Ok, reset za razhloščevalce. A rabite hard reset, razhloščevalci? V redu, ok, gor kletko, Davor. Gor kletko, Davor. Ja, klešče, ja, pozabil je. Ok, da še enkrat. V tem času B-Sharp delajo tlele, imajo svojo agendo, ne. Sicer rahlo rahitično zdajle trenutno. Stvari razpadajo, utrujenost materiala. Načel jih je zob časa, ne. Ja, reset za oba motorja. A rabi kdo hard reset? Povejte mi. Zdaj klešče pri B-Sharpu so odprte. Cool. Pa samo položi sodnik dol. Ja, tlele zdaj vsi nekaj napadajo tele robne kocke, kar zna biti problem seveda. Ok, še en reset za razhloščevalce. In robot od B-Sharpa je spet v igri. Evo, temu se reče hvala, ne? Ja. Ok. Ok, B-Sharp, 6 točk, razhloščevalci trenutno -2. A je zdaj že vse odločeno? Ni nujno. Ja, v bistvu je nujno, ja. No ne, ni nujno, ni še konc, še imamo možnosti. Zdaj bodo 3 točke. Ok, smo na enki. Ja, v bistvu smo na enki, zato ker je zakriva. Ok. Ja, v bistvu je odločeno. No, ni nujno, ne, ni nujno. Zdaj, če bo uspel spraviti ven tistega pokvarjenega, potlej je vse še odprt, sam, ne. Ne, to, ne, ta je bila pa grda. Rdeč karton. Ne, okej. V redu, da vidimo zdaj, a bo tokrat B-Sharp, ja ne, zataknil se je spet kele v tisti profil. 20 sekund do konca tekme. Ja, ne vem, kaj ne sploh rečem, ne. Brutalno. Ok, n-ti poskus B-Sharpa, da zagrabi tisto ubogo zeleno kocko. Ja nič, kaj, konc tekme, ne? Konc tekme, evo, B-Sharp, 3. mesto. Evo, čestitke tudi razhloščevalcem za odlično 4. mesto v hudi konkurenci. Tako no, mislim, da je bil, ja, boj je bil pošten, ne, čvrst, tako kot se spodobi za finale Robo-lige 2020. Ok, evo, zdaj rabimo par minut, da počistimo kri iz tega poligona. Še kakšen zob bomo najdli najbrž. Evo, sodniki si zadovoljno ogledujejo tole postavitev. Kako usodna bo za ekipe Pršut in Teran in pa Cvirki, bomo pa še videli, a ne. Pršut in Teran tokrat na modrem polju, a Cvirk je na rdečem. Baterije so polne, kocke so pritrjene, tako da mislim, da ni razloga, zakaj ne bi začela, ne. Evo, prvi krog. Aha. Mislim, da smo se pripravili. Ajde, naj se pokaže, kdo je boljši. Prva tekma za 1. mesto, naj se začne. In 1-2. 2 za Cvirke. Tako, zdaj spet za 2 točki, oba imata panj za 2 točki.
Ja, 4 točke tokrat za ocvirke, 3 za pršut in teran. Evo, pof, to je težko padlo. Ja, je noter, minus 2 točke za pršut in teran, skupaj imajo 1 točko. Tako ja, prišlo je do deadlocka, po slovensko smrtni objem in reset. Ok, pojmo naprej. Kaj pomeni to kroženje? Mogoče se bliža konec sveta, ne vem, mogoče to pomeni to. Ne. Davor bo še en reset naredil. Dajmo kletko gor, kletko mu daj gor, če se da. Ne? Ok, pa ne. A naredimo hard reset, cvirki, pomagajte mi. Hard reset, ok, od cvirki, hard reset. Ok, dobro, počakaj malo, ja, tu bo pač trajalo, nimaš kaj. Ok, dobro, da ga postav gor in gremo. Ok, od cvirki 2 točki, pršut in teran, 5 točk, do konca še minuta in 20 sekund. In gremo dalje. Ok, a cvirki so nazaj. Vzeli so bolan pan in seveda stran z njima, ne, kaj pa drugega. In mogoče, v kakšnem lepem loku so se izognili. Aha. A vidite podvozje. Ampak neče pomaga, pršut in teran so neusmiljeni. Dali so drugega noter. Ja, ok, dobro, ven z njim. Še enkrat hard reset zgleda, da je prišlo do enega buga imate noter. Kaj čemo? Bomo še enkrat zagnali. Ok, dobro, noter. To je to. Pršut in teran. Ne vem. Močna hrana. Močna čustva. Močna strategija. Pol minute do konca. A vidite to biko borbo? Mislim reči roboborbo. Tlele malo gledam izpise robotov in en je zdaj rekel drop. Pof, dol po glav. Evo. Ok, v redu. Cvirki so se znebili. A bo to mogoče zdaj? 3:2, samo še 2 sekundi do konca. Je to pomen, da ne, neč ne pomen. Konc tekme. Ok, bravo, pršut in teran. Prva zmaga. Ok, imamo zdaj tole, temu interno rečemo ubitačna postavitev. Zdaj sodniki svojo energijo prenašajo na kocke, zato da pol sevajo v kamero in se pol vidijo. Kakor vidite, evo, svojo energijo Davor da kocki. Mogoče premalo energije, če je izrabljen. Ok, da vidimo zdaj, če bo dovolj. Evo, energija Davorja. Ok, a cvirki so pripravljeni, pršut in teran se pripravlja, robot se je zagnal, ok, je stisnil svoje klešče trdno in čaka na start. Evo. Se pravi, kaj smo rekli? Eno zmago ima pršut in teran. Okay? Če zmaga še enkrat, je prvi. Poglejmo, 3, 4, zdaj. Torej, pršut in teran, modra ekipa, cvirki rdeča, 2 točki in 2 točki izenačenje. Ok, pan za 2 točki v rokah cvirkov, pan za 2 točki v rokah pršuta in terana, ki je malo počasnejši, zato, ok, in 4:4. Kaj se bo? Ok. Ampak se premika tam, počakamo še malo. Ustavlja sta se. Zdaj, sodniki, ja, si zikr, da je reset? Ja, gre za blokado, Davor, isto kot prej. Za blokado gre. Ja, ma je približno na sredini, kjer je bilo. Ok, sodniki pravi reset. Klešče gor, ok. In gremo noter. Ja, tako ja. Prevrn ga, ne boš kar tako. Ja, direkt. Ok, reset pravijo sodniki. Zelo izenačena tekma, bolj ne mogla biti. Ok, počakamo, v isti sekundi ga bosta sodnika spustila, 3, 4.
Mislim, ga bosta spustila, no, mislim, bosta robota spustila. Ok, -2 točki za pršut in teran. A cvirki so uspeli tudi onemogočiti prihod zdravega panja noter. Jaz sem zmeraj mislil, da se roboti razmnožujejo nespolno. Ok, očitno, v redu. Ja, premikata se, ok, do konca še dobra minuta. Neverjetno, neverjetno. Zdaj, sodniki, kaj bomo naredili, kaj mislite? Če se ustavita, bo... Vse se, ja, ampak zaenkrat se ne, ja. Že pošteno smrdi po gumi, do konca še slaba minuta, reset. Robota sta tako zagreta, da se sodniki rahlo bojijo tole vse skupaj razčiščevati. Ok, in gremo. Zelene kocke se vidi na kameri, res je. Zelene kocke se ne vidi. Ok, zelena kocka. Ja, zdaj, a to pomeni... Ok. V glavnem... Ne znam. Ja, blokiral ga je, ok. O ne, ja, noter je šel. Ok, da vidimo zdaj. Jaz sploh ne vem, kaj bi rekel. 4-4, dame in gospodje, 5 sekund do konca. Ne moreš verjeti. In v tem trenutku konc tekme. Bravo, to je super, to je super. Ok. Ta aplavz pomeni, začenjamo tretji krog v bistvu, ja, no, rečemo drugi krog in gremo 3-4, zdaj. Ok, 1 točka za pršut in teran, 2 točki za cvirke. Ok, pršut in teran nepripravljeni na tale disident. In v tem trenutku 1 točka za pršut in teran, 2 za cvirke. Malo so se zapletla, čakamo, da se ustavita. In reset. Ok, istočasno noter v izhodišče in gremo. A cvirki, aha, tam ni nič, ok. Po novo kocko. Ajde pršut in teran. Dajmo. Ja, pršut in teran se bo resetiral program. Evo, resetiramo. Ni še zagrabil, bo pa hmal. Ok. 7 točk za cvirke in mislim, da kaj dost pršut in teran ne more več narediti. Kar lahko naredi, da mu kakšen kabel spuli ven. A mu ga bo? Ne bo. Ja, če vidite situacijo, vidimo, da v bistvu ne more biti več, ne more priti do preobrata, tako da bomo v tem trenutku končali tekmo. In cvirki, bravo! Hvala za zelo napeto tekmo, evo. Pršut in teran 1 točko, a cvirki 7. Ok. 1-1. Naslednji, ki zmaga. To je bilo pa za zapisati. Ok. Gremo na tretji krog. Zadnji krog. A lahko samo še, bosta pa še sodnika pregledala stanje baterij, da vidimo, če je dovolj napolnjenost. Nekako nivo ne bi bil nekje 7,5 V, recimo minimalno, tako da še zagotovimo tak, bi rekel, dober odziv na motorjih. Srednje kocke se ne vidi, res je. Hvala. Evo, pogledajte, tamo se reče Magic Touch. Dobro, zdaj se malo bolj potrudi, no. Malo je obrn, malo se... Tamo, evo.
Ojoj. Ja, nič. To je to. Ok, gremo z robotki. Gremo pognati njihove skriptice. Evo, tako. A vidite mišice od pršuta in terana? Evo, takole. Oba robotka sta pripravljena na zaključno tekmo. Fantje, a snemamo tole? Ta bo zgodovinska, se mi zdi. Ok. Zdaj, dajmo minuto molka za vse robote, ki se niso mogli udeležiti te tekme zaradi koronavirusa. V redu. Pejmo. Ki so padli po poti, ja res je. Ajde, dobro. Zdaj, malo se že pozna, pod masko je zelo malo kisika zdaj v tem trenutku, pod mojo, ne? Tako da, v redu. 3, 4, zdaj. Ste videli tole, kako je panj prerukal, da je cela čebelja družina padla ven, 2 proti 2. A je lahko še bolj izenačeno? Ne more biti, ne? Evo, za 2 točki acvirki 4 točke dobijo in za 2 točki tudi pršut in teran v svojo bazo, 4 proti 4. To smo že videli, a ne? Zgodovina se ponavlja. V bistvu, vidite, gre za deterministične avtomate. Zdaj bomo resetirali, sodniki so se odločili, da bodo dali prednost igri. Še malo se premikata, ja. Ja, čas teče, material se utruja in reset v tem trenutku. 3, 4, gremo. Kaj boste naredili robota? Gre za izrivanje, za bočno izrivanje po poligonu in reset v tem trenutku. Odločitev sodnikov. Hard reset za cvirke. Ok, kaj to pomeni? Za samo tekmo bomo pa kmalu videli. Ok, ustavljamo motorje in zaganjamo še enkrat skripto robota od cvirkov. Kocka se je zataknila ob rob penaste plošče, kaj tazga še nismo videli. In v tem trenutku, v tem pravem trenutku se je robota cvirkov aktiviral in blokiral zlobno potezo pršuta in terana do konca še minuta. Kaj naredimo zdaj? Tle zdaj je dilema, zdaj tukaj ne smemo popuščati. Tukaj ne smemo popuščati. V tem trenutku, konec tekme. Konec tekme, dame in gospodje. Izenačenje 4 proti 4. Pa to ni res, no. Mislim, tu smo si mi želeli, ne. Tu smo si želeli od vedno. Danes nisem mogel spati, ker nisem vedel, a bomo to videli ali ne bomo. Ponovimo isto postavitev, ta je res dobra, ne. Ta je izenačena. Kaj je tu? Acvirki, stop. V redu, roboti se ponastavljajo. In oba že čakata na začetek tekme. Ok, je nič. Zdaj, tukaj so zdaj ugibanja, ne. A bomo spet videli isto stvar ali ne. Dajmo se pustiti presenetiti, ne. Poglejmo. 2 točki, 2 točki. Ok. Naslednji 2 točki za cvirke potencialno, ja. Tu smo že videli, do tle smo že prišli, a ne. Zdaj pa kdo bo prej? Kdo bo prej, ja. Ok, ni čisto isto, vidite, malo drugače. Ne, ni malo drugače. Ja, ne vem, zdaj je precej blizu tale kocka tam, ne vem, a bi?
Ne vem, sodnika pokažete s prstom gor ali pa dol. Kaj bom naredil? Reset ali ne? Kaj mislite? Lovi zeleno, ne? On lovi zeleno. Ja. Ne poliva, dajmo reči. Ok, reset naredimo. Ale po moje potreben Ja, a cvirki rabijo nov run. Ok, zaganjamo spet cvirke, ker je program padel ven. Ok, pršut in teran. 6 točk. A cvirki se bodo znebili seveda te kocke, logično. No in zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo, če se bo kaj zgodilo. Odnesel ga bo, skupaj s kocko ga bo odnesel v njegov pan, ne v njegovo košaro. Ok. Ja, ne vem, kaj bomo zdaj. Ok, ker se kocka se ne vidi, ne ve, da ima kocko. Mogoče je bilo fajn obrniti, zdaj poseg sodnikov je tukaj na mestu, ok. Druga kocka se ne vidi, mislim, da tale tekma ne bo... Ok, še pol minute do konca. 6 točk proti 4 za pršut in teran. Ja, ne, to ne bo v redu. Tle moramo še enkrat resetirati cvirke. Ja, se to delam, dihar, ja. Zdaj bo konc tekme, ja, zdaj, ne vem, moj občutek je, ne vem, bo samo posvetovali sodniki, da je bilo tlele mogoče malo preveč čudnih situacij, no, ne vem, bomo videli. Ja, jaz mislim, da bo treba na eni drugi postavitvi narediti še enkrat. Ja, ok, konc tekme. Ja, seveda, tukaj moramo zdaj malo predebatirati, ja. Seveda se pršut in teran ne strinja s tem, ne. Imeli smo bomo se zdaj malo pomenili sodniki, pa se slišimo. Dajte nam minuto. Ok, posvet sodniki je končan. Takole, zdaj bomo tako rekli, ne. Naredili smo, če se spomnite poteka tekme, je bilo tako, da je bila tale slab pan je bil tik pred košarom modre ekipe, se pravi pršuta in terana. In takrat smo v bistvu resetirali tekmo, čeprav bi to šlo lahko na škodo pršuta in terana, ne, ker je njihov robot blokiral vnos slabega panja noter. In kljub temu je pol na koncu pršut in teran je pač dobil več točk, tako da z našega stališča je tekma odločena. Zdaj pa, če se pršut in teran slučajno, če želijo oziroma če upajo narediti ponovno tekmo na drugi postavitvi, je pa druga stvar. Zakaj to sprašujem? Ker ste v bistvu, dobro, sicer po lastni krivdi smo mogli cvirka dvakrat resetirati, se pravi program, in je izgubil precej časa, ker se je program usul, ne, to nismo mi krivi, tako da ne vem, zdaj, če so pršut in teran zadovoljni z rezultatom, ali pa če si upajo narediti eno tekmo, to je pa zdaj vprašanje. Ok, imamo novo tekmo, fantje. Imamo čisto svežo postavitev, ki je še ni videl svet. In upam, da bo zanimiva tekma tole vse skupaj ratala. Tako je, kakor vidite, Davor, ti boš mogel še, ne, Davor. Une ni. Ja. Ok. Tako. Evo, pršut in teran dobijo še 2 zvezdici za fair play in za popestritev tekmovanja, evo. Si bomo zapomnili. Tako da, evo, zdaj pa da vidimo. Ok, postavitev je taka zanimiva. Ker, kakor smo videli, ne? No, ne bomo komentirali, ajde, pojmo. Zažejemo robote in da vidimo, kdo bo tokrat boljši.
Ok, acvirki je pripravljen, pršut in teran je pripravljen. Ok, in naj se tekma za... Ok, počakamo še. Kaj, Miha, vse v redu? Vse v redu. Ok, naj se tekma začne. A se prej ni videl? Sorry. A ponovimo tekmo? Ne, se štarta, v redu, ok. Dva proti dva. Ok, tole bo 4 proti 4, če se ne motim. Kaj se bo zgodilo s kockami? Pršut in teran tokrat malenkost močnejši, zagrabil kocko, a mu bo iztrgal iz objema, ne bo mogel. Ok. Ok, sodniki pravijo za reset, ker smo približno na sredini. Ok, počakamo, da smo res na sredini. Aha, ok, v redu. Ok, gremo v začetek in gas. Ok, vsak po svojo rjavo kocko. Aha, pršut in teran je nekaj falil, izgleda. Acvirki uspešno dostavili slabo kocko v nasprotnikovo košaro. Bejž, pršutek, bejž! Pršut in teran zbežal. Stran in 2 proti 2 v tem trenutku. Spet izenačenje. Ja, in zdaj se začenja lov za življenje in smrt, ne. Bejž, ne, bejž. Ok, do konca še minuta. In reset. Zdaj pa res pazimo, da bomo hkrati začeli. Gremo. Ok, zdaj bo vsak hotel počistiti navlako iz svoje košare. Zdaj pršutu in teranu je to uspelo. A bo uspel tudi acvirkom? Acvirki? Ne. Ne. Aha. Ok, pršut in teran ostane na svojem mestu do konca 40 sekund. Ok, a to pomeni konc? A to pomeni zdaj konc mogoče? Tu najbrž pomeni konc, ja. Ja, dame in gospodje, to pomeni konc in ta tekma je pokazala, da je pršut in teran najboljša ekipa letošnje Robo lige. Čestitke! Čak, ni še konc, ni še konc, ni še konc! Še 7 sekund! Lej to! In konc tekme! Bravo, evo še en aplavz, pršut in teran. Hvala vsem za super predstavo. To je bilo zdaj res vrhunc tega tekmovanja. Tako, ok, zdaj rabimo samo par sekund, da pripravimo zaključno ceremonijo. Kakor vidite na zaslonu, imamo tukaj zdaj, so roboti že prišli na zmagovalni oder. Na najvišjo stopničko je stopil robot ekipe Pršut in teran in dobil zasluženo zlato medaljo. Na drugem mestu srebrna medalja za ekipo Acvirki in na tretjem mestu ekipa B-Sharp. En aplavz prosimo za vse tekmovalce in seveda tudi velik aplavz za četrtouvrščene razhroščevalce, da so zdržali ta težek tempo razvoja programa in niso odpovedali tako kot mnogi. Evo, fantje in punce, nas je zelo veselilo, da smo tu spravili čez. Da dam še roko, evo, hvala lepa. Super, da smo to naredili. V imenu cele ekipe, ki seveda mora biti daleč stran, da se ne bomo okužili, se vam zahvaljujem še enkrat. Hvala vsem sponzorjem, ki jih vidite tle zadaj. Hvala fakulteti, da smo lahko to izvedli.
in posem, ko sem jih seveda pozabil povedati. Tako da se vidimo naslednjič.